A pogreša kdo Jugoslavijo? Slavija! Jugoslavija! Vem, da pogrešate, vem. Zdaj, to vprašanje je bistvo naše politike že 25 let in še zdaj se niso zmenili, a je boljš Milka ali šećerna tabla. Pa vem, da Janša rdečke dobi, ko vidi to sliko. Meni je sam všeč, da je med nami pa med Hrvati meja. No, v glavnem, Jugoslavija je spet v novicah. Od nekdanje skupne države je ostala le še dediščina. Po nekaterih ocenah naj bi kupnine presegle 43 milijonov evrov. Za 43 milijonov evrov bajt je po svetu, ki so bile od bivše Juge. Ker se ima Srbija za naslednico velike bivše države, je te hiše imela zase, a so zdaj pogruntali, da so to veliki stroški. Tako, milijonski stroški. Za bajte, ki jih nihče ne uporablja. Zato so se odločili, da vse to prodajo. Ne? S tem pa se moramo strinjati vsi jugoslovanski narodi. Kako je že rekel Vučić? Rekao bih prijateljskom duhu bit će sve urađeno kako treba. Mi bomo vse zrihtali kot prijatelji. Bratstvo in edinstvo, ko je treba Srba reševati. No, on pravi kot prijatelji. Ne? Zares smo kot familija, ki se krega okoli oporoke. Ne? In ta bebav bo zmer najebal. Ker, a vi veste, za kakšen delež so se zmenili? Ključ, po katerem se bo izkupiček od prodaje delil, je takšen. Srbiji 35%, Hrvaški 23,5%, Sloveniji 16%. 16% vsega bomo dobili. To je koliko? Manj kot 7 milijonov evrov. Ne vem, da nismo največji, ampak vprašajte babice, koliko denarja smo zmetali v Beograd. Pa še Tito je bil pol Slovenc. In to ni vse, kar hoče Srbija. Mi mislimo da treba da vidimo šta ćemo i kako nama Titova vozila da se vrate, Titovi automobili, neki muzeji, vila na Bledu. Yep. Srbi hoče nazaj še one boge avte Titove. Pa vilo na Bledu. A veste kaj je Srbija? Jok, brate, odpade! Dejte se! Oj! Oj! Postavite se v isto vrsto kot Francozi za svojega kralja. Vi morate najprej od nas dobiti eno drugo stvar. Se imam pri sebi, čakajte se malo, da vidim kje. Čukno. No, to bi dobili, če bi bil jaz premijer. Ampak imate srečo, da je premijer Cmerar. On vam bo dal cel bled, ne sem Titova videl. Ampak da ne boste mislili, Cmerar se trudi. On se res trudi. On se je vzel k srcu, da ga kličemo Cmerar. On se je pogledal v špegu in je rekel, stari moj, tebe ben ne jebe. Zato je najel strokovnjaka za PR, tega skrivnostnega iz Izraela. Zdaj to se sliši opasno, ker da ga uči veščin Mosada in Krav Maga. Zares pa po moje bolj takole zgleda. No, upam, da ne zgleda tako. Ker če je za verjeti Požarju, da Cmerar vsak mesec 40 jurjev da za PR. On kuri vaš denar za to, da vam bo bolj všeč. Vi ste tisti mož, ki ženi plača plastično operacijo, da mu bo spet seksi. No, to v bistvu ni nič novega. PR plačujejo vsi politiki in za več denarja. Tukaj je zdaj eno drugo vprašanje. A to sploh kaj pomaga? Meni se zdi, da ne. Raj vprašamo nekoga, ki Mirota bolje pozna. Njegovega fotra. Gospod Cerar starejši, a se je vaš sin kaj spremenil, odkar jemlje PR Viagre? Moram pa reči, da pa notranje pa zanesljivo se ni spremenil. Ne. Znotraj se ni spremenil. Še zmeraj je isti pocuzlek, kot prej. Lej, v rici lahko perje odtakneš, pa ne boš piščanc. Je mogoče bilo bolj, če bi denar zapravil za puberteto, ali ne vem za kva. Vse pa v pogovoru z njegovim očetom izpostavil večji problem. Cmerar je z vzponom na oblast namreč pozabil na tisto najbolj pomembno – družino. Sem prepričan, da ima ogromno dela
In zaradi tega razumem, da imava zato tudi bolj redke kontakte. Miro, fotra poklič, Miro. Se te vidi vsak dan na poročilih, pa se za glavo drži, Ni isto, no. Oddaljil si se, Miro. Ne moreš fotra klicati sam takrat, ker rabiš denar za travo, pa podpis za neupravičene. Dej, nehaj nam težiti, pa dej njem tež. On te je vajen. Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22:40 na Planetu. Hej, tujec! Polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.